Moj prvi spomin na delo sega v čas, ko še nisem znal brati. Imel sem ta privilegij, da je oče delal v Delovi hiši in mi je to omogočilo, da sem spoznal nekaj ljudi, ki so bili tedaj na delu zaposleni. Recimo Joceta Žnidaršiča, Janeza Staniča in pa recimo tudi Dušana Benka. Mene je zelo razveselilo nekaj dni nazaj, ko sem se z Dušanom Benkom lahko pogovarjal po dolgih letih in ko sva se pogovarjala o tem, kako se on spominja časov, ko sem se jaz učil brati. Mene je pred 4 leti poklicala Romana Dobnikar Šeruga, novo imenovana odgovorna urednica Dela, in me je povabila k urejanju sobotne priloge. Zdaj, to je ponudba, ki je nemogoče reči ne. Na ta način sem se potem pridružil ekipi, ki sem jo pa odprej precej dobro že poznal. Kot urednik imam pravzaprav določen hendikep, tako da pišem manj, kot bi si želel. Me je pa nedvomno zaznamovalo v zadnjem letu to, da sem lahko uredil intervju z Julianom Assangem, ki ga je prinesla Jela Krečič. Delo je najbolj informiran splošni časnik v Sloveniji, po moji oceni. Je časnik, ki prinaša prvovrstne informacije iz Slovenije in sveta. Delo v prihodnosti bo v več agregatnih stanjih. Se pravi, bo papirnato, bo na pametnih telefonih, bo na tablicah, bo na računalniku. Je samo vprašanje, pri kakšnih temperaturah se bodo spreminjale oblike teh agregatnih stanj.